Iztok Deželak, dobrodošel. Danes bova povedala o tebi, o tem, kaj počneš, zakaj si zanimiv, pa zakaj nisi zanimiv, pa kaj ti je všeč, pa kaj ti ni všeč, tako vse bova šla čez, prav? Ja, lep pozdrav in hvala za povabilo. Najprej, pa deva Knap Trail, prinesel si mi eno majico danes. Kaj je to? Knap je tekaška prireditev, ki poteka v Zasavskem hribovju. Gre za trail tekaško prireditev, ker teče in hodi in se po hribih, po planinskih poteh, tako da ni to cestna tekma, ampak je pač gorsko tekaška preizkušnja. Ki je nastala pod tvojim idejnim okriljem? Idejo oziroma prve izvedbe imel že od leta 2015 do 2018 Leon Cesnik, potem pa se je ta stvar šla malo v pozabo oziroma se ni več nadaljevala z organizacijo, pa so pa tam leta 2023 oziroma 2022 sva z Anjo poštartala z organizacijo, z Leonom smo malo se pogovarjali, se bi ti bilo ok, da bi kar naredili Knap Trail oziroma nadaljevali s Knap Trailom. Jaz sem imela v vsakem primeru idejo narediti neko takšno tekmovanje, pa sem rekla, zakaj ne bi pa ta ime obdržali, mogoče bo Leon zadovoljen, mogoče bo tudi tisti, ki so že včasih hodili na Knap Trail, se jim bo zelo ok, in smo ime obdržala in se potem lotila čist malo prenovljene, malo drugačne organizacije in to je to. In to je to in zdaj že kar nekaj časa? Ja, zdaj je bila 26. januarja bila 4. izvedba, tako je, v najinem okrilju. Sicer pa zakaj sta se sploh spravila z punco, ženo, sta poročena? Zaenkrat še. Tudi pazi, kaj govoriš. Ja, tako. Sta se odločila, ker sta oba tudi tekača, športnika, kaj vse počneta? Ja, sva oba kar precej aktivna, precej tudi v teku, v trail preizkušnjah, načeloma sva bolj aktivna na dolgih progah. Tako da trail se nama zdaj v vsakem primeru zelo zanimiva zadeva, pa ne samo zato, ker je zdaj precej popularna, ampak je res, ne vem, tako bom rekel, dosegljiva za vsakega. Lahko si kot pohodnik, lahko si manj pripravljen, bolj imaš različne trase, različne dolžine, različne zahtevnosti, tako da je za marsikoga dosegljiv ljudem in pa pač pri nas tukaj naokrog imamo res dobre pogoje, dobre terene in sva rekla, zakaj ne bi. Samo se udeležujmo, malo vemo, kaj je dobro tekmovanje, kakšna je dobra organizacija, kaj je treba imeti, poskrbeti in postoriti, da so tekmovalci oziroma udeleženci navdušeni, tako da glede na neki izkušenj, s tem smo jih pač prenesla potem na organizacijo dogodka. Si pa tudi železni mož, ne? Ne izgleda, da bi bil. Ampak naziv si pa že osvojil Ironman. Ja, tako in pol rečejo, tistem, ki premaga Ironman. Preizkušnjo, ja, težko, to je dolgi triatlon, je to, ja, naziv je pač Ironman. Ironman je samo tekmovanje, to je organizacija in ja, potem prevajajo po slovensko in poti kdo ne dane, kakšno ime, kdaj pa kdaj. Kakšna preizkušnja je to? Opiši nam, pa zakaj si se sploh lotil tega? To je taka tudi življenjska, ne samo športna, ne? Veliko od tega je kar v glavi. Ja, vemo, da vse stvari, ki so naporne, so velike v glavi. Če nekaj delaš zelo dolgo, je veliko v glavi. Ni samo, bom rekel, fizična pripravljenost pri športu, recimo tudi mentalna zelo pomembna. Je pa to triatlon, Ironman je dolgi triatlon, 3,8 km plavanja, 180 km teka in 42 km oziroma 180 kolesa in 42 km teka, se pravi maraton je za zaključek, 3 discipline, ena za drugo in to je to. Kaj od teh 3 disciplin ti je najljubše? Zdaj, ko bi rekel, ok, bom rekel, da je tek, no. Mogoče sem najmočnejši na teku, pa najbolj izkušen na teku. Vsekakor mi je pa najmanj plavanje. Pač si iz Trbovelj, ne, v Savi, nisi verjetno veliko plaval, tako da to mogoče ni tvoj naravni in habitat. Ja, v Savi nismo plavali, ne. Smo kdaj skakali iz kakega mosta, drugače pa plavali pa nismo nikoli. Kako to, da se sploh odločiš za tako težko preizkušnjo? A je to zato, da sebi dokažeš, da zmoreš, a je to zato, da ostaneš v neki formi? Kaj je razlog? Pa jaz mislim, da neke stvari te pač najdejo, te pokličejo, nečem bi se rad pač preizkusil in triatlon mene je navdušil Prijatu, Hrastničan, Deniške tako, Prijatu Matej Markovič. To sta dva recimo, kjer sem videl, da sta v triatlonu Matej že pred leti delal zelo dolge triatlone, ki so bili čisto tuji,
Z Denisom smo se pa veliko družila tukaj in mi je bilo zanimivo. Rekel, grem zdaj na Ironmana, mi je malo povedal, zakaj se tu gre, sem ga malo spremljal. In tudi sam sem takrat že nekaj tekel, no. S kolesom sem se takrat vozil. In po me je navdušil, no. Pa sem pa nekako začel najprej s polovično distanco Ironmana, tudi ta obstaja, ta je še sicer skoraj malo bolj popularna, ker je množici bolj dosegljiva, ni tako naporna, no. In pa sem, ja, padel sem v to noter nekako in nisem še prišel ven. Se pa pripravljaš že naprej za tekmovanje, ravno zdaj? Ja, ravno zdaj sem že zaključil s pripravam za tekmovanje. No. Tako da zdaj bolj kot ne počivam te dni in pripravljam vse stvari, ki bojo potrebne, da jih imamo s sabo na tekmovanju. Bom rekel, stvari, ki niso povezane s fizično pripravo ali pa mentalno, pač bolj ostale stvari. Kako iti, kdaj iti, kaj potrebujem, kjer opremo potrebujem, kako se bomo lotili tekme, nekaj v tem stilu. No, daj nam povej več, kam greš, kakšen je tvoj cilj? Ja, cilj je zdaj priti do cilja. Vse te moje preizkušnje, ki so prej bil vprašanje, za koga ali kako delaš. To izključno delaš pred zase, če ti to všeč, ti je, če ti ni, ti ni. Ne moreš se siliti, pa delati tako stvar. Mislim, da ne gre. Lahko se ok, cilj postaviš, mogoče za kakšne fore, mogoče kakšne stav ali pa kaj, da bi rekel, zdaj smo pa nečem probali, vidimo, če gre. Kakor so pa neke take preizkušnje, ki jih pa mi zdaj delamo zadnja leta, pa enostavno, če nisi srcem in dušo pri stvari, sigurno se jih ne lotiš in jih ne delaš. Ne. Tako sem potem z tega Ironmana šel na dvojni Ironman, trojni Ironman, naredil sem 3 serije, svetovne serije Extreme triatlona, zdaj pa po mojem tole bo pa življenjska preizkušnja, no to je pa 5-kratni Ironman v francoskem Colmarju, tekma za svetovni pokal čez 10 dni v Franciji. Wow, Ja. to je torej, koliko kilometrov teka? Najprej plavanje. Najprej začneš s Tako, plavanjem. plavanje, to je 19 km, to je za občutek, to je 380 dolžin olimpijskega bazena, ki ga imamo v Trbovljah. To je to, potem je pa 900 km kolesa in pa 210 km teka. Pač disciplina za disciplino, to je enoetapna tekma od štarta do cilja, je 1130 km. In koliko časa traja to vse skupaj, koliko časa moraš to? Time limita je znana, to je 144 ur. Toliko imaš časa, da prideš do cilja. To je to. Kaj pa računaš? Ali prva želja sploh, da prideš do cilja, ali že imaš tudi kako uro? Tako, Vsekakor je želja in glavni cilj je, da pridemo do cilja, ne? Ker to je, mislim, da če prideš do cilja, si nekako zmagal, ne? Ker to je težka zadeva. Nimam občutka, poprec povedan, se o tem pogovarjamo, koliko pa misliš, da boš šel, koliko časa boš pa rabil, težko je, ne? Tle je težko. Na trojnem Ironmanu sem recimo imel čas 45 ur, ampak tam praktično se skoraj ni nič spal, ni bilo nekako še potrebno spanja, ne? Tle pa si 4 dni non-stop, zdaj celo napoveduje tale vročinski val, da bo še stvar še težja, tako da težko je oceniti, no, koliko časa se bo rabilo, sigurno pa vsaj 100 ur. Eno je fizična kondicija, plavaš verjetno, tečeš, kolesariš vse. Drugo je pa tudi mentalna, psihična kondicija oziroma pripravljenost in tudi omenil si spanje vmes. Zdaj, ponavadi, ko smo z adrenalinom polni, vsega je ful težko zaspati. Ampak ti rabiš na kratko, pa zelo dobro zaspati. Kako? Ja, že mogoče dan, dva pred tekmo je malo težje zaspati, pa mogoče zdaj zaradi izkušenj še nimam toliko teh težav, mogoče bolj zaradi tega, ker sem precej spočit. V osnovi sem dosti aktiven in dobro spim, če sem dosti aktiven. Če nisem, pol malo težje spim. Ne? In pred tekmo bom precej bom spočit, tako da upam, da bom vseeno normalno zaspal. Potem pa ja, pač nek adrenalin je, ne, sam tle je tisti adrenalin, če je zelo kratek, ti pri teh podvigih nič kaj veliko ne pomaga, ker je zadeva tako dolga, tako da, ne vem, bomo videli. Ko bo povedal adrenalin? Kako bi opisal sebe? Mi te tako poznamo, Ici, ki laufa tam po Trbovljah, ki ga srečaš, ki je na telovadbah, ki je ful aktiven, ki sta pravzaprav oba ženo zelo aktivna, oziroma zdaj že tudi vajin potomec za vama teče, pa gre, ne? Ampak kako bi se opisal? Težko bi se opisal. Mislim, da bi se opisali s tem svojimi dejanji, ki jih počnemo. No. Mislim, da tako najlažje opišeš človeka. Mislim, da si tisti
tisto nekaj, kar največ počneš. Tako bi se po mojem opredelil. Jaz bi se opisal kot, da sem pač športnik, sem amaterski športnik, nisem profesionalen, kar marsikdo mi da reče, ko ti hodiš v službo, sem mislil, da profesionalno to delaš. Tega ne delam profesionalno. Se pravi, smo amaterski športniki, pač res se uživa v raznih športih, ne gre zgolj za triatlon, no, tudi druge športe imam zelo rad. Ampak zaenkrat, oziroma tudi v zadnjih letih, mi pa največji izziv predstavljajo ultra preizkušnje, ultra teki, ultra triatlon, tako da zdaj sem pa največ v tem, tako da sem športnik. Kaj pa je tvoja služba, tvoja dnevna služba? Moja dnevna služba je pa delo v pisarni, v kartonažnem podjetju, razvoj in tehnologija, se pravi, sem v pisarni, fizično se ne utrudim, včasih se z glavo, oziroma je glava utrujena, tako kot na vsaki službi, ampak je pa dobra stran, da se fizično spočijem. In, da si pripravljen na svoje fizične podvige, ki jih potem izvajaš v popoldanskem času, vikende in tako. V enem intervjuju sem prebrala, da se ti je svet ful spremenil, ko si dobil otroka. Da si začel malo drugače razmišljati, tako da je dobil svet drugo barvo ali nekaj takšnega. Ja. Ja. Ok, nimam tega v glavu. Ja. Okay. Ja. Sigurno je drugače, ko dobiš otroka, se kakšna stvar se spremeni, sigurno imaš manj časa zase, manj časa za šport, kako stvar malo drugače gledaš, ne. Zdaj najbolj vidim razlika v tem, da dosti sem se z ekstremnimi športi ukvarjal in smo delali kar veliko neumnosti in starša sta, ni bilo čisto vse in verjamem, da je ni bilo, ampak meni se zdaj takrat pač pustam, delam, kar delam. Ne? Zdaj, ko vidim, ko je že mali začel določene stvari take, ki se mi zdijo, da se mu lahko kje zgodi, tudi spremeni v glavu in mogoče kakšna taka stvar, malo bolj odrasel gledaš na te zadeve. Drugače pa nič kaj drastično se mi ni spremenil, imamo nek urnik, oziroma urnik, kako bi rekel, so tiste stvari, ki jih moramo oddelati, poskrbeti, da imamo vsi svoje stvari urejene, mi je pač služba, on šolo, ostalo pa pač pravimo uživati, kombiniramo in pač sem vesel, imam super podporo doma in v širši družini in tako naprej, tako da ni zdaj, prej sem bil to in to delo, zdaj pa čist neki kontra. Je kar dosti ista linija. Omenil si že malo starše, pa tako, a si jim dosti preglavic povzročil? Pa verjetno sem, ne, se vsi otroci staršem naredijo mrskak siv las, ali kako se pravilni izraz, ne. Ja, bil sem dosti aktiven v skateboardingu, snowboardingu, tam še precej malo bolj, tudi ker dosti motocross vozil, skakali smo veliko, kar divjih stvari smo počeli in ja, verjamem, no, zdaj, če sem malo razmišljam, ki je oče gledal zraven, ko smo mi na boardu delali, ko je mama videla kako sliko, kak posnetek, verjetno ti ni vse, no. Tudi oče je bil do zdaj skozi zraven na vseh teh mojih preizkušnjah, govorim zdaj v teh ultra zadevah, ko smo imeli tudi mrskako težko stvar, ko pač skoraj, praktično nisem mogel več, ko sem ležal na tleh, ko se nisem mogel niti več premikati, ko sem imel težke trenutke, res. In zdaj, če potuhtam, če tu gledaš nekoga, ki je tvoj otrok, ne vem, mu ne prvošiš, verjetno ti ni vse in težko je, ne, ampak tudi tle smo si mi vsi, mislim, da kot starša nabrali neke te izkušnje, da to pač tako je in s tem živimo in zaenkrat nam je še vse uspelo, no, še ni bilo posledic. Ste taka športna družina? Ja, smo. Kaj to pomeni? Smo. To pomeni, da je tudi oče še kar v športu aktiven, praktično vsak dan počne različne aktivnosti, tako da tudi to je neka zadeva, ki te vleče, te motivira, kar visoko postavlja letvico, bom rekel, ne, še zdaj do 2025 je še enega od major maratonov pretekel v Berlinu, tudi če par let nazaj si tudi sam poskusil triatlon, tako da študiram, ne, čez toliko let, ko mi jaz tukaj strčem, še vse to zmogel, vsaka čast, ne. Mi kot naša družina, pa pač Anja je precej aktivna, ima obdobje, ki je manj, ko si pa zastavil kak cilj, je pa kar aktivna in tudi uspešna na dolgih progah v ultrateku, lani je bila celo 3. na tekmi za ekstrem triatlon serije v Avstriji, 3. med ženskami, ko je to zelo velika tekma, je bila tudi zelo uspešna. Tako da migamo. Pa preizkušate svoje meje vsi, a ne? Jaz ne vem, kje so te meje, pa če preizkušam meje. Ok, ta tekma, na katero grem zdaj, bo sigurno spet verjetno bom prišel do neke meje, ko vmes si bom verjetno mislil, da ne gre več, ker večkrat sem se že dotaknil tiste točke, ker smo mislili, da je to, ne. Ampak se vrneš, no, če si mentalno čvrst, mentalno pripravljen, ker je zelo pomemben tukaj
pol tudi lahko nekako skomuniciraš glava s telesom, da nadaljuješ. Je težje glava ali je težje telo? Odvisno od faze, odvisno od tistega trenutka, odvisno od krize, bom rekel. No. Fizično se pripraviš, kakor se pač lahko pripraviš. Ne. Potem pa pridejo tle krize. Pa niso to zdaj tiste krize, gremo mi s trbol na mrzlico, pa si v čečah malenkost utrujen, pa si pod mrzlico malo utrujen. To so pač tiste male krize, pač malo si utrujen. Tle so pa, bi lahko grd izraz uporabil, ne vem, kak bi bil lep. Težke zadeve. No. Svoje športno znanje pa predajaš tudi naprej, ne? Tudi drugim pomagaš, da pridejo v formo, da so bolj fit, da imajo več kondicije. Ja, športnim društvom Sportiva imamo organizirane skupinske treninge v Trbovljah, tako 2-krat na teden, jih jaz vodim, 2-krat Tanja, imamo tudi treninge na prostem, sicer zdaj smo zaključili, gremo malo na počitnice, tako da ja, imamo kar lepo bazo prijateljev, ki rad hodijo, ki dobro delamo. Pol mi je všeč, kako se napreduje, da marsikoga odnese pol iz tiste neke osnovne rutine dnevne, ki je imel mogoče kak sprehod na precej više nivoje, to mi je recimo všeč. Pa to čisto ok, kakorkoli kdor pride, naredi, pomiga, da rata malo bolj aktivni in se mu mogoče zaradi tega odpre marsikera druga pot, ne, iz naše telovadnice. In tako da ja, dobro delamo. Mislim, da lahko rečem, da dobro delamo in zato sem še kar motiviran za vodenje. Rekel si prijatelji, se pravi, niso to stranke, ampak to so res prijatelji, ker se spletejo vezi, poznanstva in se na osebni ravni vse skupaj deluje, če prav razumem. Tako je, ja. Mislim, da če bi bil nekje v Ljubljani in bi vodil neke treninge, bi prišli ljudje, bi se prijavili, prišli na treninge in ok, bi se pozdravili, oddelali, mogoče kak high five, besedo 2, 3 in adijo. No. Tukaj smo pa le malo manjše mesto, oziroma sej, moram reči, tudi pridejo iz drugje. Sem tudi na tem navdušen, da tudi z marsikje drugje se pripeljejo na treninge, ampak smo tako povezani, si vzamemo čas za poklepetati, si kako napišemo, se slišimo, se podružimo, tako da je več kot zgolj, niso to nobene stranke, pač jaz vodim, oni so pa pač prijatelji, ki hodijo trenirati. Zelo Tako, lepo ja, povedano. mislim, tako čutim, tako vidim. Mislim, da tudi obratno je, ker v bistvu od tvojih prijateljev sem dobila idejo v resnici, da te povabim na ta podcast, da si zelo zanimiv človek, da s tabo, da ti ljudje zaupajo, da ti sledijo, kar je fino, sploh če gre za neko športno aktivnost, ki je tudi zdravju koristna. In verjetno je tudi to en del teh vad, pa ne, zdravje, ne? Ja, sigurno, sejmo, če smo športno aktivni, si nekako tako podaljšujemo življenje, no. Sej še nismo tam, da zaključujemo, ampak jaz mislim, da nekdo, ki ni bil aktiven, pa postane aktiven, se boljš počuti, ne. Verjetno je tudi slika, ko prideš od kakšnega pregleda s časom malo boljša, ne. Predvsem pa dobro počutje, pa dobra družba, pa tako mislim, da je kar fino, no. Probamo vplivati, sigurno, mislim, ne da probamo vplivati, jaz mislim, da največ s svojimi dejanji, ki jih narediš, to najbolj vpliva na ljudi. No? Nekaj sam pametovati, pa motivirati, pa to je fino, pa ono je fino. Ok, to je nekaj, malo tega mora biti. Drugače pa jaz mislim, da si bolj, če dejansko nekaj narediš, tisti ljudje vidijo in to je tisto, ko gledaš na mizo. Ne? Bolj šita je preveč. A je Zasavje fajn? Super je. Zakaj? Če se znaš šiti, je super. Nekje moraš živeti, ne? Greš, ne vem, po zimne Kanarsko otoke, primer, če poznaš Kazga, kako dol. Mislim, da smo se srečali tam, a ne? Tudi dol se fino sreča, dol je super. V glavnem, Same Slovence srečaš tam, ja. precej je, ja. Mislim, da sploh, bom rekel, fino je kam iti. Super je, ne dopust, ampak pa marsikdo prav, wow, jaz bi pa tam živel. Nekaj biti turist, med denar, da tam trošiti, uživati, se imeti fino, ne? Ampak ni to realno življenje, ne? Če bi bil tam doma, bi mogel hoditi v službo, bi mogel marsikaj delati in bi se ta stvar čisto spremenila. Zdaj pa nekje moraš živeti. Jaz osebno v Ljubljani, če mi plačajo, če mi kupijo stanovanje, če mi ne vem, kako se dajo, ni možno, da grem živeti primer Ljubljano. Verjamem, da je za mnoge super, fino. Mene pa recimo v Zasavju čisto ok. Dost itak veliko hodimo, ali za vikende, ali za podaljšane vikende, ali nasploh ne dopuste, tudi potujemo dost, ker je super, ampak nekam se moraš vračati. In mislim, da je Zasavje dobra točka, no. Imamo hribe, ki jih izkoristimo, osebno jih pač za tek, za hojo, za gorsko kolo, za bordanje po zim, če je sneg. Tu je recimo v redu, imamo po zim bazen v Hrastniku, polet v Trbovljah, imamo neki restauraciji, če greš hočeš kaj pojesti. Mislim, da zelo prijetne ljudi, take domače, kar te prave, no. Tako da po mojem je ok, no. Meni je ok.
Si kar našel, ne? Tako sem mislila, da boš na hitro odgovoril, ja, ok, pa si kar imaš rad Zasavje, ne? Ja, sem kar Trbovec. Ja. Zdaj omenil si, res sva se srečala na Kanarskih otokih in to na enem otoku, kjer se zelo veliko deskaš verjetno. Prav surfanje, ne morem reči, da surfam. Ker to je tako, ko bi rekel en, da borda, pa ko ga vidiš, se mora videti, da zna borda, da res borda, ne, da tam neki, ne. Surfanje pa precej težje se mi zdi kot skateboarding ali pa bordanje in sem že surfal, probal, se učil večkrat, no bom rekel, da sem zdaj najslabši v tem, ne morem pa reči, grem na Puerto in surfam. Grem probat, se malo igram, ne morem pa reči, sem surfer. Radi potujete, a greste radi v tople kraje zato, da tudi trenirate tam malce več, ali pa da kakšne nove športne aktivnosti preizkusite? Fino je kam iti, ne. Kakor je super v Trbovljah, v Zasavju je pametno in zelo prijetno zamenjati okolico, ne, in zato jo rad veliko zamenjamo in se tudi pač radi vračamo, ne. Ampak, ne vem, pozimi gremo rad malo v tople kraje, zaradi tega, ker zdi se mi, da od novembra do aprila je pač pri nas kar hladno obdobje in iti za, ne vem, vsaj 14 dni nekam je super, ne. Zato gremo, itak smo pa nekako aktivni, tako da, ne vem, če greš malo deli, greš s kolesom, ne. Ga vzameš s sabo, pa furaš še malo bicikl, malo polaufaš, skočiš nekak hrib, pa izkoristiš, ker ti pač tista okolica ponuja s kako njihovo specifiko, ne, si pač ogledaš ali pa probaš kaj, ne. Tako da. Ali imaš kak življenjski moto, ali pa geslo, ali pa slogan, ali? Sem te malce ujela, ne pripravljena. Ne, mislim, kdaj ne pišemo zraven, because too much is not enough, ne. Jaz sicer angleško, ni to moj slogan, nisem si sam zmislil, ampak je pa zanimiv in včasih si ga malo kot motivacijo, kdaj kje napišemo. Enkrat smo imeli v društvu na majcih natiskan za neko tekmo daljšo, so mi ga prijatelji oziroma družinski člani, so mi transparent pripravili, pa je tudi tu gor pisali in pol tekom tekma, ko je res zelo naporno, mogoče tu prebereš, pa si v krizi, pa si misliš, kaj se grem, po drugi, mogoče pol že čez 10 minut pa tista stvar ful da, no. Nimam pa nekega načela, da bi se držal. To sem jaz, tega se držim, ne, nisem nič poduhovljen ali pa kaj. Ampak psihološko se pa zagotovo pripravljaš na te tekme, smo že prej malo govorila. A imaš kakšne posebne, ne vem, rituale, zgodbe, da lažje oddelaš, da si, ko si v krizi, ko prideš v tisto točko, ko si rekel, ko ne morem več, ne, pa si še šel po tistem, ko že nisi mogel več. Kako se prepraviš na to? Kaj delaš doma? Meditiraš? Ne vem. Ne meditiram. Ne. Ko bi rekel, ne vem, največ ti prinašajo same izkušnje, no. To je največ, da si bil tam v tisti situaciji, doživel, bom rekel, ja, pač tudi težke trenutke, zahtevne, naporne in to ti največ da. Malo se lahko z glavo prepravi, si pač vizualiziraš celo zadevo, kako bo izgledala, kaj bo še se delo in kaj lahko pričakuješ. Sam, če nisi tam, ne boš mogel, ne veš, ne, in večkrat si v tistih fazah, to ti prinaša izkušnje in potem pa na podlagi tega si pa lahko malo prepraviš. Veš, da so trenutki, ki bojo čudoviti, ki bo vse super, ampak na ultra preizkušnjah to ne more trajati, ta se zadeva cel čas niha, ne. Iz lepega trenutka, s prijetnega bo prišla kriza, lahko taka kriza, da te bo hotela pač ustaviti. Zdaj, če boš vztrajal, če boš zmogel vztrajati, ne, če boš mentalno dosti močen, boš vztrajal. In bo spet prišel do lepših trenutkov in potem to pelje naprej, ne. Zdaj pa daljše so preizkušnje, več je teh nihanj, več je teh preskokov in močnej moraš biti v glavu, da lahko zadevo spelješ, spraviš pod streho. Kako vidiš ti te mlade generacije, recimo od 15 do 35, recimo? Imaš tudi mlajše verjetno na vadbi, pogovarjate se, prijatelji ste, tako kot ste že prej rekel. So seveda vsakih 10 let se mi zdi, da se malce zamenja mentaliteta, logika, pa vse bolj se oddaljujemo temu. Kako ti vidiš mlade? Takole, ko greš po mestu, vidiš, da večinoma gledajo telefon ali pa nekje sedijo, pa so na telefonu. Vem, da je pač telefon zdaj stvar, ki je z nami, ki je pripomoček, ne, na nek način, veliko nam prav pride, vsi ga uporabljamo, mislim pa, da je zaradi tega manj druženja, zaradi tega so tudi manj aktivni, mogoče imajo tudi zaradi tega manj motivacije, manj ciljev, manj želj, da bi nekaj naredili, nekaj premaknili,
pri nas v skupini imamo nekaj mlajših in so te pravi, pač športajo, vidijo, da je to dobro delati, ne. Da jim to nekaj prinaša, tako da se pa verjetno res kar spreminja. Jaz vem, da mi smo se veliko več družili, veliko več stvari počeli in več časa namenjali aktivnem preživljanju prostih ur, ne. Zdaj pa verjamem, da je tega manj. Imaš pa še zmeraj posameznike, ki so pač motivirani, imajo cilj, se tega držijo in to delajo, ne. A še ohranjaš prijatelje iz osnovne, srednje šole, ko ste bili? Je nekaj takih, ki se videvamo, nekaj, ki se slišimo, nekaj, ko se podružimo. Evo, lih včeraj smo se podružili, če poštudiram, ja, prijatelj z osnovne šole je bil tudi včeraj tam zraven. Ja, s tistimi, ki se razumeš, se pač razumeš, pa če si nekje blizu doma, mislim, da te tudi to še vseeno pol povezuje še v letih naprej. Je tudi to prednost takih manjših lokalnih okolij, kot je Zasavje? Verjetno ja. Jaz mislim, da če je nekdo daleč stran, bo slej ko prej šel v manjšo pozabo. Lahko si na liniji, se slišiš, se vidiš, se dobiš, je to v redu, se da, tudi na ta način si lahko dober prijatelj. Verjamem, da si lahko tudi na ta način dober prijatelj, ampak če je manj druženja, je pa vse en stvar malenkost popusti. Se pravi, mi, ki smo tle blizu, že zdaj, če se spontano srečeš, pa kako rečeš, ali pa greš, ne vem, na Coca-Colo, ali pa rečeš, dej, ko gre jutri malo potrajbati, je veliko večja opcija, kot z enim, ki se vsem sam kdaj pa kdaj slišiš, ne, ki ga ni blizu. Tako da to je spet plus Zasavje. Spet smo pri Zasavju, ki je fajn. Ja. A je včasih težko usklajevati to svojo tekaško, športno, fizično aktivnosti, plus službo, plus družino, plus prijatelje? Ja, verjetno je. Mislim, verjetno. Če bi šel razlagati, kaj vse delam, pa kako delam, bi se zdelo, da je zelo naporno, ne. Po drugi strani pa pač oddelaš službo, pa si skupaj z družino, si z otrokom ali malo pokombiniraš, ne. Jaz imam tukaj kar na srečo kar dosti odprte stvari oziroma možnosti, dosti časa, ampak si ga pa malo pušam tistega brezveznega, ne. Se pravi, če grem po službi, po Timota v šolo, gremo domov, se malo podružva, pa pride Anja, grem jaz pošportati, pa se potem malo zamenjamo, smo skupaj. Se pravi, dosti časa imam na voljo, da še vseeno veliko treniram, veliko športam, ker na nek način malo rabim, no, vsak ima tudi malo svoje kakšne težave, mogoče jaz rabim veliko migati. Je pa malo tega časa, da bi rekel, da pa nič ne delam, ne. Se pravi, včasih pridem domov, se stoširam, bom čez 5 minut boma že šla ven, pa se furala z biciklom, ali pa bom šla v trgovino, pa bomo prišli nazaj, pa skozi je nekaj, no, bom rekel, ni nič tistega, da nič ne delamo, ne. Ampak pač mi tako ustreza, mi pa paše tudi kak dan, nič se ustaviti, malo spočiti, ampak te dni je malo, lih tako jih pač rabim. Pa te kdaj imaš težave z zdravjem, ne? Vse eno je zdravje, dobra kondicija, odpornost, drugo je pa, kadar so težki fizični napori za kolena, za kosti, tudi za mišice, kakšne natrganine, vse sorte se dogaja, sploh na takih ultramaratonih kot. Ja, do tega kar dosti prihaja, jaz imam skoraj malo sreče, ali kako bi rekel, lih lansko leto sem bil 30 dni na pavzi, ker sem imel eno frakturo in stresni zlom na podplatu, to je pač pride. In sem zaradi tega mogel malenkost počiti s tekom, vseeno sem vozil bicikel, vseeno sem lahko plaval, pa tako da tudi treninge sem lahko vodil. Drugače pa srečo, no, bolan nisem, ne spomnim se, kdaj sem bil nazadnje bolan. Sem ravno hotela reči. Ja, pač povem, no, lahko da bom jutri zbolel, upam, da ne, ker se zdravje tiče, ker se poškodb tiče, pa v zadnjih letih, odkar sem bolj v teh kulturnih športih, je poškodb manj. Prej, ko smo veliko bordali, z motorjem skakali, pa malo bolj divji bili, je bilo poškodb malo več, zdaj jih pa nekako ni, no. Tako da je kar okej. A to so že poškodbe, ko lahko naštevamo zlom, ta pa zlom, tretji pa četrti pa tako? Take stvari, no. Ja. To je tisto, kar staršem verjetno povzroča veliko skrbi, a ne? Najslabša je bila enkrat, sem pri bordanju, pri naskoku sem padel, pa sem potem imel 2 vrtenca poškodovana in pa sem mogel biti kar nekaj časa v bolnici, steznik, bergle, mislim, pol leta ali krog, da si stvar naglihala. Tista je bila kar taka poškodba, ko bi bilo lahko še precej slabše. Dobro, pustimo tiste male gipse, pa tako, pa je pač verjetno tako, vsak te drug. Tiste male gipse, ja, nekateri nismo toliko malih gipsov preizkusili, tako da. No, sej nekaj prehudga ni bilo, ampak je bilo pa doskrat sem bil na tleh. Ja.
Ampak tudi to te je nekaj naučilo, verjetno pa pospremilo naprej v življenje. Ja, mislim, da je tudi del odraščanja, del mladosti, pa pač tudi športa. Se tudi zdaj pademo, tudi zdaj se prebrnemo, tudi zdaj se še kdaj peljem s kolesom, pač z gorskim kolesom, po kakšni trasi, ko mi ni najlažja, pa tudi kdaj. Ampak poškodb, sreč, mirkam, no, malo priznam, malo bolj mirkam, ko sem včasih mi bil čisto vse in zdaj mi pa manjkrat, da mi ni vse, no. Prav malo pogledam na to, da ni kakšnih posledic. Tako bi rekel, zaradi družine ali zaradi sebe, ker se staraš, pa drugače razmišljaš? Pa tu bom rekel, pa čisto zaradi sebe. Vsak imamo svoje želje, mirkamo na sebe, ne, in ker se mene osebno tiče, pač ne da se mi več po bolnici skakati, ne da se mi več biti na pavz pol leta ali pa en let, ali pa da zaradi neke stvari, ko bi preteral, bom pol plačal nek davek. Sej, verjetno ga še kdaj bom, ampak ne vem. Mislim, da v telih stvareh, ki zdaj počnem, je tudi opcija, da je marsikaj narobe, no. Tudi po enem teku, ki smo nekih 200 plus kilometrov, ki je bil, sem tudi bil kar, nisem bil prav poškodovan, ampak en teden pa nisem mogel glih hoditi, pa malo so se stvari čudno razvijale, ampak vse se pol to nagliha, pa dalje, ne. V kakšnem svetu želiš, da tvoj sin odrašča? Želim si, da bi odraščal v svetu, ki bi bil prijazen. Se pravi, da bi bil prijazen, da bi se razumel, da bi bil v takem prijetnem okolju, kjer bi se dobro počutil. Tega si najbolj želim, no. Nimam nobenih ambicij, bom rekel, ko marsikdo reče, vajn bo pa laufal, pa ne vem, kaj bo počel, bicikl, pa ne vem kaj, ta pa bo, ne. Upam, da ne, no. Mislim, da tele stvari, ko jih, ne vem, jaz delam, tudi če jih ne, super, da jih ne bo konc koncev, ne. Mogoče najde svojo pot, ne, se ni nujno, da ubere vajino in tako. Mija ga čisto pušava, enkrat mu je neki paše, neki drugega, potem spet najde nek hobi, ki ga navdušuje, ne vem, pol leta. Ampak mislim, da je to tako zelo fino, no, da veliko stvari probaš, pa če mogoče v kako stvar najdu, če bomo večji interes, pa naj se tam poizkusi, pa je to šport ali ni šport, karkoli pač, ne. Nasploh pa upam, da bo živel v prijetnem okolju, da bo lepo sprejet, predvsem si želim, da bo dober človek, da bo prijazen, da bo znal tiste osnovne manire, da bo imel to se mi zdi, mi veliko pomeni, da bo dober dečko in da bo okolica tako na njega vplivala in on na njo. Tako zelo preprosto, ne? Ja. Ne želiš, da je astronaut, ne zdravnik, naj bo spoštljiv do drugih in vesel. Čeprav prav, da bo pilot. Okay. Prav, da bo pilot, lahko pa tudi, da bo vozil trajekt. To je trenutno so te ambicije. Ja, ali pa vlak. Koliko je star? 8. Ok, še veliko časa imate, da bo še veliko poklicev. Še veliko let je do pilota, ne? Ampak super, ok. Imaš namen ostati v Zasavju? Verjetno. Nimam ambicije iti nekam stran. Ne bom rekel, da nikoli ne bom šel stran, ampak zaenkrat se mi zdi, da imamo te osnovo dobro postavljeno in dobro izhodišče, kakor smo imeli, nekje moraš biti. In tako da zaenkrat ostajamo. V Zasavju, ker je fajn. Ja, a ni? Ja, super. Tudi mi smo kot portal, in tudi jaz sem doma v Zasavju in meni se zdi res fajn in res lepo. Sploh tisti, ki smo, pa ste potovali, pa šli kam ven, se mi zdi, da še toliko bolj vidimo, da koliko je lepo Zasavje. Velikrat imam tudi tukaj kakšne goste, ki so se priselili v Zasavje ali pa delajo v Zasavju, in oni še tako bolj z navdušenjem vidijo, ko imate vi, koliko nobel, koliko je enih nedotaknjenih stvari, ne? Mi še nismo vsega pretvorili v predalčke, v turizem, v vse, ampak imamo res ful nedotaknjenih stvari, ne? In to je, po eni strani je nič nismo naredili z tega, po drugi strani je pa samo še zdajle takšno, ne? In en kup je takih stvari, tako da, meni je Zasavje the best. Pa saj mislim, da tisti, ki karkoli delamo, ustvarjamo, nam je tukaj fajn. Imamo prednost teh malih krajev. Prišel si danes, nisi imel težave parkirati, ne? Sem pa s skuterčkom. Pa sploh nisi imel, ampak tudi, če bi z avtom prišel, ne bi imel, če bi bilo to v Ljubljani. Avtomata spredaj predstavil ni, to sem videl, za parking. Ne, ni avtomata in tudi prostora je tukaj dovolj, tako da
Pač so neki plusi teh majhnih krajev. Deva še za konec Zasavje, ne vem, dej nam eno vodilo, nekaj lepega povej. Si vseeno voditelj, vodiš en kup ljudi, ki ti sledijo, pa na vadbenem področju, športnem področju. Kaj bi njim, nam, bralcem, poslušalcem dal tako? Kaj nam daš? Pa ne vem, mogoče najbolj tudi pravimo poiskati priložnost pred izgovorom. Se pravi, tole se nam v Zasavju ponuja in to pravimo izkoristiti. In mislim, da toliko stvari, ko se ponuja, najdeš nekaj, kar ti bo všeč in ti v pol vsak dan všeč nekaj početi, vsak dan ti vpasal konec koncev stati, pa imeti neko motivacijo za nekaj delati, ne. Ker lahko imamo samo te izgovore, kao nič ni, nič se ne dogaja, vse je brez veze, to je kar nekaj, ne. Tako da jaz mislim, da jaz, kakor sem bolj, se pravim, bolj v športu, mislim, da je šport ena pač neko vodilo, ena od teh glavnih, pomembnih stvari, ko ti veliko prinaša, sploh na dolgi rok, ne, in tle imamo nekaj teh opcij, no, ki jih lahko čisto sam iniciativno se lahko lotiš in v tem uživaš, jih malo združiš s prijatelji in ja, jaz pravim, izkoristiti te naše hribe, gozd, travnike, koče, planinske poti, z raznimi športi, ne rabi tu sam plavanje, kolesarjenje, tek. Jaz osebno še zmeraj najraje bordam, recimo, še zmeraj grem na motor, še zmeraj rad počnem tudi tenis igram, ampak zdaj je malo manj časa za to. Vse to imamo tukaj, ne, tako da jaz pravim, šport je kar prava zadeva. A je kak šport, ki ga ti nisi poskusil? Pa ne od teh novodobnih, ki ker zdaj kar nekaj teh novodobnih, ko so tako popularni, da bi mogoče probal, pa nočem. Ker se mi zdi, da bi vsak zdaj kar točno eno stvar počel, ker je kul, ker je zanimiva. Pa bi mi po mojem kar šla, ampak na malo na stran, ne vem. Kaj pa timski športi? Bolj si v teh individualističnih, ne? Ja, začel sem kot igralec ping-ponga, oziroma v ping-pongu sem na namiznem tenisu, sta me starša vpisala in prve 10 let sem to delal, ne. Potem sem še pa malo tako, kakor mi je pasal, ne. Tudi ping-pong je bil super, nimam kaj reči. Drugače pa ne vem, v skupinskih športih pa nisem bil, ne. Pa sem rada rekreativno brcnil žogo s prijatelji, šel na beach volley ali pa kaj takšnega. Ampak si bolj v individualnem, Ja, to, kar je za zato, ker enega. te stvari, ki počneš, ja, je pa recimo sigurno prav, da se pove, da te stvari, ki jih mi počnemo, ultrašport, kljub tem, da ga izvajaš sam, je tudi timski šport, ne. Tudi zdaj, ko gremo na tekmo, gre z mano ekipa, grejo 3 grejo že v štartu, 2 se še kasneje priključita, ker to bo trajalo par dni in on morajo biti pač. So zraven, pomagajo pri vseh zadevah, tudi za njih bo zelo stvar naporna biti po koncu, pripravljeno se razne situacije, najti rešitve, ki bojo problemi, tako da to je zelo timski šport, čeprav se ne zdi, no. Je pa pač, kakšne stvari so pa take, ko jih pa ne najdeš niti nekoga, da bi lahko to skupaj delal, ne. In zato sem zdaj sam. Se pravi, se moraš kar zanašati in kar 100% zaupati tistim, ki so tvoji nekak support tim, ne? Sigurno. Težja je preizkušnja, bolj je od njih odvisen. Sem že bil v tem situaciji, ko če jih ne bi bilo cilja, ne, to je dejstvo. Sem mogel pa sam odkolesariti ali podplavati ali podlaufati, pa priti, ne vem, v snežnem metežu na 3000 metrov nadmorske višine, pa marsikako situacijo smo že imeli. In sam ne bi zmogel, ne. Tako da ja, sem pa tle res ponosen, no, da imam ob sebi močno ekipo. Se pravi, če zaključiva, nehajmo biti sami sebi ovira, pa karkoli počnemo, tudi če sami vedno rabimo nekoga ob strani. Jaz mislim, da ja, in lepo, da če imamo opcijo, da jih sprejmemo, ne, da nismo preveč ozkogledni. Mislim, da je tudi nekaj najlepšega, da lahko neke zadeve, ki jih počneš, deliš z nekom. Ker če sam uspeš, pa nimaš to s kom deliti, mislim, da je pol manj vredno. Delaš zase, ampak če pa to narediš z nekom skupaj, da veš, da je to nekak skupinski uspeh, pa to je pa to še veliko več vredno. Najlepša hvala tebi, ker si delil z nami. Tudi mi bomo delili s tabo občutke, navijali zate, pa da si vzel čas tako malo pred tekmo, pomembno tekmo, pa upam, da te bo ta najin pogovor navdušil za to, da boš še lažje v teku, kak kilometrček recimo.